da dejansko ti lahko presejanje speleš na način organiziranega presenja, kar pomeni identifikacija posameznika, ki rabi vabljenje, obvestilo o izvidu, dodatna diagnostika, zdravljenje in potem, to je z vidika posameznika, z vidika programa, je pa organiziran program pomeni, da zagotavljamo kakovost storitev na vseh točkah, da je kader izobražen, da kader imamo, da imamo mašine, da imamo v bistvu finančna sredstva za cel ta proces in še marsikaj drugega, tudi teh 12 priporočil, ki sem jih omenila. Zdaj z namenom, da bo država Slovenija ostala ena vodilnih evropskih držav, ki bo pravočasno uvajala nova presejanja, pravzaprav je Ministrstvo za zdravje imenovalo Državno komisijo za presejalne programe. In naloga te komisije je pravzaprav presojati, tako bom rekla, ali je presejanje, rak zrel za presejanje ali ne. Tukaj smo zdaj pravzaprav dobili evropski pregled, kar je odlično. In druga naloga je pomagati potem, da se to presejanje dejansko implementira na način, da bo čim več koristi, čim manj škode za ljudi. Seveda bo to stroškovno učinkovito. Zdaj, pri pljučih in pri prostati sta tukaj spet dve povsem različni zgodbi. Pljuča pravzaprav je treba določene stvari še doreči, sploh v našem lokalnem obdobju, koga vabiti, v smislu, pri kateri starosti začeti, kdaj nehati, kakšne vrste kadilec ali pa bivši kadilec mora biti, kakšne so pravzaprav potrebe, koliko nekih ljudi bo res rabilo diagnostiko, te vrste, druge, tretje, koliko bo nekih manjših lezih, ki jih bo treba spremljati, koliko se jih bo vrnilo presenje. In zato pravzaprav je presenje zaključnega raka nekako zrelo za implementacijsko raziskavo in Evropa res namenja kar precej sredstev za te zadeve in kot vemo, Slovenija se je tudi že prijavila, tako da to je čista prava pot.